Sicer pa, spoštovane gospe in gospodje, 11. april je naš praznik, je naš dan, ko poskušamo odeti mesto malce bolj praznično obleko, narediti življenje v mesto bolj praznično razpoloženo in nam pri tem že dolgo vrsto let pomagajo naši mladi, ki vsako leto ravno za ta praznik z poslikavami velikih reklamnih panojev naredijo svevrstno kuliso mesta oziroma čudovito razstavo likovnih del na prostem. Osrednja slovesnost, kot je nocojšnja, je vedno namenjena v prvi vrsti vsakoletnim nagrajencem in častnim meščanom. To je priložnost, da jim izrečemo priznanje, izkažemo spoštovanje in se jim zahvalimo. Seveda pa je ta prireditev tudi priložnost, da malce pogledamo nazaj v zgodovino, ocenimo sedanjost, kje smo in se veselimo naše prihodnosti. Danes mineva 561 let, odkar so celjski knezi podelili našim prednikom mestne pravice. V stoletjih, ki so sledili, se je pisala takšna ali drugačna zgodovina mesta. Mesto je doživljalo svoje vzpone, svoje padce in mnogi pomembni dogodki so se zapisali v zgodovino mesta. Nekateri pa verjetno tudi ostali prezrti. Eden takšnih pomembnih dogodkov, ki se bo kot rdeča nit vlekel skozi današnjo prireditev, je ustanovitev Slovenske narodne čitalnice 19. marca pred 150 leti. Izjemno pomembno za takratno obdobje, ko je bilo mesto še dvojezično in je iz tega čitalniškega gibanja zrastel cel nisenih društev, od nekatera še danes delujejo. Hkrati pa seveda bilo izjemno pomembno za tisto narodno voditeljsko plat celotnega dogajanja. Verjetno je najtežje ocenjevati sedanjost. Tu smo vedno lahko malce subjektivni. Tudi jaz, že vsaj zadnjih 14 let, odkar upravljam to izjemno častno funkcijo župana v našem knežjem mestu, nisem objektivni opazovalec celotnega dogajanja. Vem, da so pogledi takšni ali drugačni. Prepričan sem, da boste v vsakem mestu na tem svetu našli koga, ki bo rekel, te mesta pa vse narobe. In tudi Celje ni nobena izjema. Pa sem prepričan, da niti ne gre toliko za neko kritizerstvo, ali celo dobijo ali kaj podobnega, ampak da glede na to, da ljudje svet različno vidimo skozi oči takšnega človeka, mogoče res se skupaj tako zgleda. Jaz daleč od tega, da bi se na to jezil, ampak take ljudi pomiljujem, ker jim pomagati žal pač ne znam. Ampak sem kot župan tega mesta vesel, da že dolgo veljamo za uspešno, dinamično mesto, ki zna dobro reševati svoje probleme. To nam priznavajo tako doma, še dosti večkrat in mogoče celo tudi malce bolj iskreno, z manj nevoščljivosti, pa to doživljam v tujini, posod v Evropi, kamor gremo in kamor nas povabijo predstavljati nekatere projekte naše dobre prakse. Dejstvo je, da smo prehiteli mnoge, ki so pred 15 leti mogoče imeli celo boljši startni položaj, pa so zaradi takšnih ali drugačnih razlogov pri reševanju svojih problemov še danes stopice na mestu in se ne znajo izviti iz nekega začaranega kroga. Razlog, da je mesto uspešno, ima seveda veliko obrazov, veliko slik. Predvsem ste zaslužni za to vi, posamezniki, institucije, gospodarske družbe, ki v tem mestu delujete. Ki delujete na eni strani, da izpolnjujete svoje poslanstvo, zagotovo pa tudi v dobro mesta vseh meščank in meščanov. Zato bo dovoljeno, da se nocoj zahvalim mojim sodelavkam in sodelavcem. Jaz pri tem vedno mislim vse mestne svetnike in svetnice, podžupane, člane nadzornega odbora,
zaposlene v mestni upravi in vse zaposlene, ki delajo ali v naših javnih zavodih ali podjetjih, kjer je mestna občina ustanoviteljica oziroma lastnik. Iskrena hvala tudi vsem, ki delajo v drugih institucijah, ki delujejo na območju mestne občine Celje, pa ustanovitelj, mogoče država ali tudi drugo. Vsem uspešnim gospodarskim subjektom. Največja hvala in zahvala pa gre seveda nocoj našim nagrajencem, letošnjim dobitnikom najvišjih občinskih priznanj. Vi ste tisti, ki odstopate od povprečja. Imate znanje, imate izkušnje in ste delovni. Vi ste tisti, ki premorete dovolj poguma, da si zastavite visoke cilje in na drugi strani dovolj vztrajnosti, da te cilje tudi dosežete. Kot takšni so vas prepoznali na vašem okolju, tisti, ki so vas predlagali za najvišje občinsko priznanje, ne nazadnje se s tem tudi soglasno, kot je zadnja leta običaj, strinjal naš mestni svet. Živimo v lepem, pestrem, barvitem mestu, da se tako izrazim. Prav je, da imamo svoje mesto radi in da spoštujemo vse, ki v tem mestu živijo in delajo. In to, da je mesto takšno, imate v veliki meri zaslugo ravno vi, nagrajenci, tako letošnji, kot tudi tisti iz prejšnjih let. Vabim vas, da še naprej ostanete aktivni sokreator dogajanja v sedanjosti in tudi v bližnji prihodnosti. No, in za konec bi ravno v prihodnosti še rad nekaj povedal, čeprav vse veste, napovedovanje prihodnosti je nehvaležno delo, pravijo pa, da niti ni tako slabo plačano. Živimo v težkih gospodarskih časih, časih gospodarske krize. Pravijo, da živimo tudi krizo vrednot. Pa vendarle imamo, po mojem prepričanju, veliko razlogov za optimizem. Ne gre pozabiti, da kljub vsemu živimo mnogo bolje kot večina, pa mnogi naši nekdanji sodržavljani iz Rajnke Jugoslavije. In vesel sem, da je celjsko gospodarstvo še vedno v kar dobri kondiciji. Hvala vsem, ki vodite to celjsko gospodarstvo. Sam sem bil kakšna dan, dva, mogoče več nazaj, izjemno vesel enega podatka, da spada Celje med tista redka slovenska območja, kjer se je v preteklem letu oziroma preteklega marca do danes znižala brezposelnost. Skoraj za 5%. Tudi to je en pomemben podatek, za katerega upam, da napoveduje boljše čase. Za vse nas, predvsem pa za tiste naše someščane in someščanke, ki so žal brezposelni, nekaj čez 3000 jih je. In predvsem za tiste med njimi, zelo veliko število jih je mladih, ki iščejo svojo prvo službo. Za konec še nekaj misli v našem mestu. Kot sem že rekel, živimo v lepem, živahnem, dinamičnem mestu. Vsi si želimo živeti v takšnem okolju. In pomagamo drug drugemu, privoščimo uspeh drug drugemu. Kajti uspeh nekega okolja, pravijo, je vedno seštevek uspehov posameznikov, ki to okolje sestavljajo. Imamo, kot sem že rekel, veliko razlogov za optimizem. Spoštujemo vse, ki živijo med nami in ki tukaj delajo. In veste, človek si vedno išče vzore. V teh težkih časih, ali pa težjih časih, so nam vzori še toliko bolj potrebni. Zato želimo si za vzor naše nagrajence. To so ljudje, ki so, kot sem že rekel, odstopajo iz povprečja, ki so nekaj posebnega, inovativni, delom in stanjem. Če bomo posnemali njih, ravnali tako, kot ravnajo oni, se nam ni treba bati, da prihodnost ne bi bila lepa, svetla in uspešna. Drage Celjanke in Celjani,
Prihodnost postavlja pred nas nove izzive. Zavihajmo rokave in skupaj dosežemo, skupaj naredimo to, da bomo čez leto lahko z veseljem pogledali nazaj, kaj smo v tem času naredili in kakšno pot smo naredili. Ko govorim o sami prihodnosti, seveda ne morem v tem nagovoru še mimo dveh projektov, ki se mi zdi ta izjemno pomembna za prihodnost Celja. In bosta po moji oceni razlog, da bo leto 2012 zapisano zlatimi črkami v našo zgodovino. Gre seveda za projekt prenove starega mestnega jedra in pa začetek izgradnje protipoplavnih ukrepov. Staro mestno jedro je srce našega mesta. Vsi si želimo, da bi bilo čim bolj živahno, poslovno živahno in še kako drugače živahno. Seveda pa tudi lepo, prijetno. In ravno ta projekt ima namen doseči ta cilj. Prepričan sem, da bo strah in bojazen nekaterih podjetnikov zaradi morebitnih težav po prenovi mestnega jedra že jutri nadomestilo veselje ob nečem novem, lepem, hkrati pa tudi poslovno bolj živahnem našem centru mesta. S poplavami pa se Celje tako ali tako srečuje že praktično skozi vso svojo tisočletno zgodovino. Verjetno nas večina tukaj v dvorani pomni katastrofalne poplave zadnjih 20 let. Po dolgih letih priprav, iskanja rešitev, pripravljanja projektne dokumentacije, namreč začeli smo že leta 2008 s podpisom pogodbe z ministrstvom, pa tudi iskanja finančnih virov, ki tudi niso nepomembni, nam je uspelo celoten projekt pripeljati do te točke, da bo jutri v Celju svečan podpis z izvajalcev za izgradnjo protipoplavnih ukrepov. Gre za velik projekt, pomemben za mesto, pa pomemben tudi za tiste, ki ga bodo izvajali, kajti oba, tako stara mestna jedra kot poplavne ukrepe protipoplavne ukrepe bodo gradili celjski gradbinci. Mogoče bomo tudi zaradi tega ohranili kakšno delovno mesto več. Jaz bi se seveda rad vsem iskreno zahvalil, vsem tistim, ki ste delali na teh projektih in ponavadi ostanete skriti, anonimni. Včasih se pa celo zgodi, da tudi jaz pozabim pohvaliti. Delo ste odlično upravili, verjamem, da bo rezultat tudi takšen, kot ga pričakujemo. In ne gre pozabiti, naj se še s tem pohvalim, da je to pravzaprav prvi poplavni projekt v Sloveniji in se bojim, da bo zelo verjetno tudi edini, ki se bo izvajal v tej finančni perspektivi Evropske unije do 2013 in da bo kar precejšnji del denarja ostal neporabljen. Naj zaključim, drage Celjanke in Celjani, iskreno vam čestitam ob današnjem občinskem prazniku, to je naše mesto, to je najlepše slovensko mesto, lahko kdo reče, da ni. Zdaj tudi veste, zakaj pravijo, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, ker se slovensko ne more biti. Dajmo radi to mesto, spoštujemo ga, veselimo se življenja v tem mestu in pa vse najboljše, drago Celje. Hvala lepa.